Pozdravljeni. V zakulisju Formule 1 se je začela odvijati manjša polemika okrog predloga, da bi nekaterim ekipam dovolili razvoj pogonskega sklopa. Poglejmo si skupaj, zakaj gre. Današnji prispevek je le nadaljevanje tistega, kar smo začeli pred nekaj dnevi. Točneje, v 30. letošnjem komentarju novic sem kot prvo temo omenil članek, kjer je Christian Horner podpiral takrat še šefa ekipe Alpine Otmarja Szafnauerja pri tem, da bi dosegel neke vrste odpustek pri razvoju pogonskega sklopa Renault. Zgodba nam je v bistvu znana in prav Red Bull je eden izmed glavnih akterjev. Namreč konec sezone 2020 se je zvedelo, da bo Honda uradno odšla iz sveta Formule 1, čeprav ga niso nikoli zapustili. A po drugi strani pri Red Bullu so z rahlim izseljevanjem pri Formuli 1 dosegli zamrznitev razvoja pogonskih sklopov. Ta je stopila v veljavo v začetku sezone 2022. Vsi dobavitelji pogonskih sklopov so zato do tistega končnega datuma napeli vse sile in praktično dosegli vrhunec razvoja teh enot, ki bodo v uporabi do začetka sezone 2026. A tu je treba poudariti nekaj. Dovoljene so manjše spremembe, ukolikor gre za pridobivanje zanesljivosti. A po mnenju nekaterih, pogonski sklop Renault ima približno 30 konjskih sil manj od tistega, kar vidimo, na primer pri že prej citirani Hondi, Mercedesu ali Ferrari. In seveda, to je nekaj, kar je lastno Formuli 1. Namreč tisti, ki je napravil tehnološko največji preboj, mora zaradi te svoje sposobnosti tudi imeti določeno prednost. A pri Formuli 1 obstajajo želje, da bi uvedli neke vrste balance of power ali, kot ste mogoče kdaj zasledili kratico BOP. Nekaj, kar je v svetu motošporta že dolga leta prisotno v različnih oblikah. Naprimer, v nekaterih kategorijah onemu, ki zmaguje preveč pogosto, dobesedno dodajo uteži v bolid oziroma avtomobil, lahko dobi restrikcije, kar se tiče vstopne reže za zrak v motor za notranje izgorevanje, ali pa mu dobesedno odvzamejo kakšen kilovat električne moči na samem elektrohibridnem delu pogonskega sklopa. To imamo na primer tudi v vztrajnostnih prototipih, kjer prav na dirki za 24 ur Le Mana je imela Toyota največji malus, takoj za njimi Ferrari, ampak razlika med prvim in drugim je bila lepo vidna na progi. In sedaj sta se oglasila tako Toto Wolff kot tudi Frederik Vasseur. Oba sta mnenja, da ukolikor se Renaultu da neke vrste odpustek, da se jim pomaga priti na nivo drugih, bo to pomenilo katastrofo oziroma izdajo pravega bistva Formule 1. Kot sem že povedal, v tem športu mora imeti tudi tehnično oni najboljši neko določeno prednost. Drugače, zakaj bi sploh investirali v razvoj? Kje je smisel imeti toliko dobaviteljev pogonskih sklopov, če lahko pridejo vsi samo do nekega določenega nivoja? A konec koncev moramo tudi razumeti, zakaj je morda prišlo do takšne razlike med tistim, kar so napravili v Renaultu in onim, kar imajo na razpolago pri drugih znamkah.
Omenil sem vam na samem začetku, da pravzaprav določeni popravki so dovoljeni, ukolikor ti pripomorejo k zanesljivosti. Ampak večja zanesljivost v pogonskem sklopu pomeni posredno tudi višjo moč. Kako? Namreč, če ima določen element pogonskega sklopa težave z zanesljivostjo, je prva zadeva, katero napravijo inženirji, ta, da v bistvu znižajo režim, znižajo na primer število obratov. In to po svoje pomeni nižjo moč, ampak boljšo vzdržljivost. Če se ta hiba odpravi, na primer z drugače izoblikovanim elementom, z drugimi materiali ali pa boljšim programom, se pravzaprav omogoči tudi, da se zadeve dvigne na tisti višji nivo, kar posredno pomeni višjo moč. In pri Renaultu izgleda, da so malce zaspali. In sedaj skušajo nekako dobiti neko bližnjico, da bi nadomestili tisto, kar so izgubili pred časom, in seveda pri Red Bullu jih podpirajo. Namreč razumeti moramo, da vsa ta zamrznitev razvoja pogonskih sklopov je pravzaprav maslo Red Bulla, kjer so se znašli takrat v situaciji, ki je bila na prvi pogled brezizhodna. A pri Formuli 1 so popustili in napravili prvo kardinalno napako. In sedaj so na pragu druge kardinalne napake. Ukolikor bodo dovolili pri Renaultu to bližnjico, bo lahko vsakdo tudi v prihodnosti zahteval isto. In takrat mu ne bodo smeli reči ne. In prav tu je tista velika potencialna nevarnost, tista katastrofa, kot pravi Toto Wolff, kateri se morajo izogniti. Namreč sam verjamem, da bodo prav pri Red Bullu v novem obdobju se sklicevali na preteklost, ukolikor njihov pogonski sklop s pomočjo Forda ne bo na nivoju vseh ostalih. In to bi znalo sprožiti kočljivo situacijo, kajti neke zamrznitve razvoja pogonskih sklopov so po mojem osebnem mnenju brezvezne. Ukolikor nekdo nima dobavitelja, obstajajo pravila, da dobi tisti pogonski sklop, katerega dobavitelj ima najmanj strank. In dobro, omenili smo že to, tudi to pravilo je prišlo v Formulo 1 pravzaprav zaradi Red Bulla. In sam menim, da bi končno nekdo moral vstopiti malce na prste tej ekipi in jim pokazati, da pravzaprav vsega si res ne smejo privoščiti in da vsa pravila ne smejo biti pisana njim na kožo. A kot običajno gre za moje videnje o težavi, o kateri bomo lahko še govorili v prihodnje. Za danes, kot ste razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.